Najprej bi vam rad iskreno čestital ob dnevu Slovenske vojske. To je praznik vseh, ki delujete v Slovenski vojski, ter vseh, ki ste prispevali k njenemu nastanku, razvoju in današnji podobi. Slovenska vojska je v zadnjih 20 letih doživljala tektonske spremembe. Po vstopu Slovenije v NATO za številčnejšo organiziranost na teritorialni podlagi ni bilo več nobene potrebe. Politika se je odločila za zamrznitev obveznega služenja vojaškega roka in vzpostavitev primerno manjše profesionalne vojaške organizacije, ki bo primerljiva z vojskami v zavezništvu. Od tega še ni minilo 10 let, pa lahko jasno vidimo velike dosežke Slovenske vojske, tako pri vzpostavljanju njenega bojnega značaja, kot pri delovanju v različnih oblikah kriznega odzivanja doma in po svetu. Danes je naša vojska pred novimi izzivi, saj je sredi vzpostavljanja ključnih operativnih zmogljivosti, ki so usklajene z zavezništvom, ter jih potrebujemo tako v NATO, Evropski uniji in seveda doma. Predvsej njene transformacije je zaradi težke finančne krize prilagojen. Napori so usmerjeni k še večji učinkovitosti in določanju prednostnih nalog glede na spremenjene varnostne razmere v okolju. V okviru prizadevanj naše države za izhod iz krize in varčevanje na vseh ravneh Slovenska vojska nadaljuje izvajanje reform in to z bistveno zmanjšanim obrambnim proračunom ter v bistveno težjih pogojih kot doslej, zaradi česar je prav, da jo še bolj cenimo. Spoštovane pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, odkar sem minister za obrambo, imam hkrati dolžnost in priložnost, da pobliže spoznam Slovensko vojsko. Njene enote, častnike, podčastnike, vojake in vojaške uslužbence. Zato sem še bolj prepričan kot prej, da ste Slovenska vojska ljudje, sposobni, predani in srčni, ki vsak dan odgovorno izpolnjujete zadane naloge. Usposabljate se za obrambo naše države, delujete v miru, v mednarodnih operacijah in misijah ter ob ujmah pomagate ljudem. Rad bi vam zagotovil, da si bom seveda v okviru svojih pristojnosti skupaj z vodstvom Slovenske vojske prizadeval za njen čim uspešnejši nadaljnji razvoj. Verjamem in zaupam vam, da boste tudi v prihodnosti ohranili zagon za delo in v dobro Slovenijo in nas vseh. Zahvaljujem se vam za vašo predano in profesionalno delo v službi domovine in naših ljudi. Želim vam, da čim lepše preživite današnji praznik. Svojo zahvalo in želje po tej poti sporočam tudi pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske, ki zaradi dela v mednarodnih operacijah in misijah danes ne morejo biti z nami. Hvala.